Hojla, dobro jutro. A ti tudi kdaj pomisliš na to, da nimaš prodaje zaradi nekonsistentnih objav? No, jaz od podjetnikov pa podjetnic to res zelo pogosto slišim in vsakeč, ko slišim, me kar malo strosi, ker običajno to pomeni, da gradijo svoj posel samo na družabnih omrežjih. In to pomeni, da v bistvu edini dostop do svojih potencialnih strank imajo samo na družabnih omrežjih. Po mojem mnenju je to ena izmed večjih napak, ki jih lahko v svojem poslu naredimo, zaradi tega, ker s tem gradimo zelo nevaren, v narekovajih, oziroma nevaren posel. Zakaj? Zaradi tega, ker ko mi gradimo torej na Instagramu, Facebooku, kjerkoli drugje, na katerihkoli omrežjih, to pomeni, da ne gradimo na svoji platformi. To pomeni, da kontakti, ki jih gradimo, odnosi, ki jih gradimo, niso v naši lasti v stilu, da jih lahko kadarkoli pridemo do njih. Zakaj? Ne, zaradi tega, ker kadarkoli se lahko zgodi, da se zamenja algoritem, kar pomeni, da ne bomo imeli več nobenega dosega. To se je že itak zgodilo zelo pogosto. Drugo, kar se lahko zgodi, je, da izgubimo dostop do tega računa, kar pomeni, da če nimamo dostopa, ne moremo dostopati do svojih strank oziroma do potencialnih strank. In tako lahko čez noč izgubimo stik z svojimi strankami. In to je res zelo nevarno in ti toplo priporočam, da tega ne delaš oziroma da poskrbiš za to, da začneš v bistvu graditi v bistvu svojo platformo v stilu, da imaš ti v lasti so tvoji kontakti do teh strank, v lasti je tvoja mogoče tudi spletna stran. Recimo dve taki zelo očitni zadevi, kaj lahko narediš, je, da če še nimaš, začneš graditi svojo mailing listo, ki bo aktivna, ki bo kupovala, ki bo navdušena in tako naprej. Drugo kot drugo, lahko imaš seveda spletno stran. Spletna stran, kot jo jaz zagovarjam in je koristna za vsak brand oziroma vsakega podjetnika, podjetnico, pa še sploh, ker nimamo toliko časa in potrebujemo stvari imeti avtomatizirane, sploh če nimaš velike ekipe, ki bi imela cel kup prodajalcev, pa asistentov, pa vsega, ki ti bo pomagala, je zelo ključno, da ti pri tem lahko pomaga spletna stran. Ampak ne spletna stran, ki je kot tvoja vizitka, ampak spletna stran, ki je lahko tvoj najboljši prodajalec in pa asistent. Kaj to pomeni? To pomeni, da bo v bistvu, ko nekdo pride na tvojo spletno stran, da ga bo v bistvu lepo peljala od prvega stika, pa ga ogrevala, mu dala informacije, kot da bi v bistvu nek tvoj zaposlen ali pa ti osebno bil z vsakim tem obiskovalcem ločeno, torej individualno, in ga potem tudi naravno pelje do nakupa. In to je v bistvu celoten sistem, ki si ga lahko postaviš in ti potem deluje na avtopilotu, tako da si res lahko predstavljaš, koliko časa ti takšni sistemi lahko v tvojem poslu ne samo prihranijo, ampak tudi pridobijo na vrednosti v stilu, da dobiš več strank, torej več dohodkov in s tem tudi lahko pomagaš večjim ljudem. Torej, če gradiš samo na družabnih omrežjih, da razmisli oziroma ti danes samo polagam na srce, da mogoče razmisliš, ali je to res najboljša izbira zate, oziroma da greš korak naprej in da gradiš bolj varen posel. To ne pomeni, da družabna omrežja niso okej, ali pa da jih ne uporabljati, ali pa da jih izbrisati in tako naprej. Ne, definitivno so družabna omrežja darilo današnjega modernega časa, ki ga definitivno dajmo izkoristiti, ampak pazimo pa tudi lahko na to, da gradimo varen posel in izkoristimo pač tisto tudi, kar imamo na zalogi oziroma kar imamo na voljo. Tako da, evo, to je za danes zjutraj malo tako za razmislek, ker je teh res pogosto. Tudi v skupini Zemljevidu legendarne prodaje veliko izmed vas mi je napisalo, da gradite samo na družabnih omrežjih, zato sem rekla, okej, to je res ena tematika, o kateri ne bom govorila samo individualno, ampak posnamem tudi še video, zato da tudi tisti, ki mogoče se nismo direktno pogovarjali, vam da za razmisliti in da naredite bolj varen posel.
Tako da, če pa slučajno še nisi v zemljevidu do legendarne prodaje, se še vedno lahko brezplačno pridružiš. Link bom pustila spodaj ali pa ga dobiš tudi na mod.si /zemljevid/. Tako da se vidimo in čau, čau.